da bi vas ob tem še enkrat izrecno vprašal naslednje. Vi ste omenili že plebiscitno glasovanje, ampak meni se res zastavlja vprašanje, za kaj so Slovenci vse takrat glasovali. Ali so res vsi glasovali za popolnoma samostojno in suvereno državo, kot se je potem, hvala Bogu, uresničila, ali pa je znaten del Slovencev, kar bi sklepali glede današnje reakcije, videl v tem plebiscitu bolj neko simbolno glasovanje, recimo po zgledu sedanjih katalonskih referendumov, ki pač naj pokaže neko voljo po večji suverenosti, niso pa imeli v mislih popolnoma samostojne države zunaj Jugoslavije. No, gledajte, to, kar vi pravite, ne, ta teza je bila, to so le mokre sanje, ne, tisti, ki v bistvu niso bili za samostojno Slovenijo. Ne. In ko smo se pogajali, ko se je Demos pogajal za zakon o plebiscitu, dolge noči o tem, kakšna večina je bila potrebna, kdaj bo plebiscit, koliko je ta rok za uresničitev in tako dalje. Takrat so vse te stvari prišle na dan. Ne. Zdaj, tisti smo bili zraven, ko citiramo, ta silni napor takratnih komunistov, socialistov, LDS ali kaj so že bili takrat ZSMS liberalna stranka, da so stvari ohlapne, ne? Da je bilo tudi vprašanje ohlapno. Ne? Dolgo časa niso bili za to, da se upravi beseda samostojna država, ne? Ampak suverena. Ne? Zdaj, to je pač raztegljivo. Ne? Lahko takrat so govorili, da smo Slovenci suvereni tudi v Jugoslaviji. Ne? Malo smo jo prenesli, ampak da smo še suvereni. Ne? Tako da, okrog tega je bila pač velika bitka. In na koncu je bilo vprašanje jasno. Ne. Temu si ustrajal, na koncu je bilo vprašanje jasno. Jaz mislim, da je velika večina ljudi glasovala za samostojno Slovenijo, brez Jugoslavije. Brez Jugoslavije. Ker to je končno pisalo tudi v Demosovem predvolilnem programu, čeprav se je omenilo tudi konfederacije in tako naprej, kot neka prehodna faza. Če se kdo spomni tistih predvolilnih soočenj, ko so Kučana pa Pučnika vprašali, ne, kakšen je odnos do samostojne Slovenije in do konfederacije, je rekel Pučnik, konfederacija je nekaj, kar mi ne zavračamo, ampak ne, je to lahko zgolj neka prehodna faza do popolne osamosvojitve Slovenije. Ne. Za en čas, ko bi se pač neke stvari še dogovarjali pa urejali, da je bilo čim manj konfliktno. Ne. Točin je Kučan rekel, zame je pa konfederacija cilj. Ne vidim perspektive za Slovenijo izven Jugoslavije, brez Jugoslavije. Ni naštel, osimski sporazumi ne bodo veljali, nihče nas ne priznal in tako dalje. Teh soočenj nikoli ne vidite več. Ne? To so neke ključne zgodovinske stvari. Pravijo, da je veliko tega iz arhiva nacionalne televizije že šlo. Ne? In nobenega strogo materiala več, samo še tisto, kar so bile polodaje, pa še tisto mnogih ni, ampak ne glede na to, tudi če je v nekem bunkerju, tega pač ljudje ne vidijo. Ne. In jaz mislim, da so se ravno na tej točki pač nasprotniki dejansko osamosvojitve zakalkulirali. Ne. Oni niso verjeli, da bo takšna energija za to, da je Slovenija dejansko samostojna. Ne. Ampak ta energija je bila, se je zbrala, se je čutila. Je to delovalo tudi na mnoge člane teh levih strank ali pač teh kontinuitetnih strank na nižjem nivoju. Recimo v strukturi teritorialne obrambe je bilo veliko ljudi ki so bili prej tudi partijski sekretarji po občinah in tako naprej. Ampak njihov odnos do osamosvojitve in tudi do obrambnih priprav se je fizično spremenil po plebiscitu. Ne. So to vzeli zares. Ne. So vzeli to zares tudi zaradi tega, ker njihovi šefi se niso več upali odkrito nastopati proti temu. Ne.
Zdaj, če tega ne bi bilo in če tako sjajnega rezultata plebiscita ne bi bilo tako možno tako enoznačno tolmačiti, kot že rečeno, ne bi Demosova vlada zdržala niti do konca tega 6-mesečnega roka. Tle sem jaz trdno prepričan, da so ljudje to zares vzeli, da nam je za to uspelo. In da so mnogi računali, da temu pač ni tako. Je pa res, tukaj se je treba delno strinjati z vami, da velika večina ljudi ni verjela, da bo prišlo do oborožene agresije. Januarja 1991, kak dober mesec po plebiscitu, je takrat, ko se je pripravila tudi ta zelo glasna deklaracija za mir, tako imenovani. Takrat so slovenski časopisi objavljali ankete, mogoče je bilo sicer to tudi, pri nas nikoli ne veš, malo prirejeno, in so ljudi spraševali, ali verjamete, da bo ob razglasitvi, po 6 mesecih ob razglasitvi samostojne Slovenije, jugoslovanska armada intervenirala z orožjem ali ne. Tam 11% ljudi je odgovorilo, da mislijo, da se bo to zgodilo. Ostali pa pač niso verjeli. Mogoče je bilo to malo tudi prirejeno zaradi te deklaracije, ki se je pripravila, ampak dejansko je vedno je lažje verjeti nekaj dobrega, da se nekaj ne bo zgodilo. Čeprav je to, če racionalno razmišljaš, velikokrat vidiš, da je neizogibno, ampak še vedno je lažje verjeti v nekaj nekonfliktnega, v nekaj, kar je dobro in ne slabo. Tako da je potem, ko je jugoslovanska armada dejansko intervenirala, ta šok pri ljudeh, pri mnogih, ki niso verjeli, da se je to zgodilo, so bili vojski, pa so vseeno si mislili, to je tudi naša armada na nek način. So bili tudi pač takšni naivni. Zdaj, potem, ko so videli te tanke, je to sprožilo, silno reakcijo. Silno reakcijo in ljudje so goloroki ustavljali tanke po Vipavski dolini, pred mejnimi prehodi, postavljali osebne avtomobile. Skratka, reakcija ni bila strah, ampak je bila jeza in nek upor in razočaranje, kar je bilo tudi čisto obratna reakcija od pričakovanj beograjskih generalov. Dobili smo neke zapise takrat o teh sestankih na generalštabu, kjer so se ti generali posmehovali, takrat, ko so pripravili to intervencijo, češ največji problem ob tej intervenciji v Sloveniji bodo kolone beguncev, ker bodo Slovenci bežali v Avstrijo pa v Italijo in bo to zaviralo naše napredovanje. To piše tam v enem zapisniku. Ni bilo menih kolon beguncev, čeprav so jih Avstrijci pričakovali. So imeli za 60,000 taborišča pripravljene. Isto Italijani. Tukaj so, zdaj ta reakcija je pač dodatna potrditev tega, da so ljudje mislili resno. Če te reakcije ne bi bilo, če te enotnosti ne bi bilo, te pripravljenosti, mi nikoli ne bi zmagali. Ker vsa primerjava, vse številke so govorile proti temu, da imamo kakršnekoli šanse. Kakršnekoli šanse. Dobili smo recimo poročilo ameriškega atašeja, ki je prišel v Ljubljano spremljati, kako bo jugoslovanska armada s policijsko akcijo preprečila separatiste, ki je ZDA so takrat nasprotovale, osamosvojitvi Slovenije. James Baker je prišel v Beograd 22. junija in rekel, da ne podpira in dal v bistvu zeleno luč za, ne za vojaško, ampak, kot so rekli, policijsko akcijo. No, ta vojaški ataše je potem prestregli to depeše, je bilo prav zanimivo, napisal ambasadi v Beograd,
Naša predvidevanja, da bo jugoslovanska armada pač ta separatizem zatrla z neko demonstracijo sile, zaporov mejnih prehodov in neko policijsko akcijo v bistvu, ne, brez uporabe težkega orožja, s čemer se nismo strinjali, in letalstva. Vsa ta naša predvidevanja so se v eni uri sesula v prah, ne. Slovenci so se uprli, treba je spremeniti naše stališče do tega vprašanja, nasploh. Mogoče se kdo spomni prvega poročanja CNN 27. junija tam iz balkona na Unionskega hotela, ne, kjer so poročali, od slovenskega separatizma ni ostalo nič več, ne, približno tako. Večerna poročila so bila pa že popolnoma drugačna. Zdaj to se ni zgodilo samo zaradi policije pa teritorialne obrambe pa dobrih obrambnih priprav, ampak zaradi tega, ker je pač Slovenija takrat stala kot eden. In če ne bi resno mislili pri glasovanju na plebiscitu, se pač tudi takrat ne bi resno postavili. Tako da jaz mislim, da je šlo za zavestno odločitev. Ne zato, da jih je Demos recimo Slovence okoli pripeljal.